kaj imajo skupnega mladi s sindikatom, pa še drugo vprašanje, kakšen problem, o katerih problemih ste govorili, kaj mlade najbolj danes muči z pač dioptrije sindikatov? Torej, kaj imajo mladi skupnega sindikata? Marsikaj imajo skupnega sindikata. Predvsem situacija, v kateri so se znašli. Vsi vemo pa, že sindikat je tukaj, da se bori za dostojne delovne pravice, dostojne delovne pogoje in mladi so v tej situaciji, kakšna je danes na trgu dela, ko so se znašli, ravno ne moremo reči, da živijo v dostojnih pogojih dela. In tukaj je recimo naloga sindikata, da seveda v sodelovanju seveda z ostalimi partnerji kako priskoči na pomoč mladim pri samem oblikovanju ustreznih delovnih pogojev, za katere pa, kot sem rekel, pa še ponavljam, v tem trenutku jih ni. Tako da drugo vprašanje, ki je bilo, torej perspektiva sindikata, to pa že nekako sem že odgovoril v prvem vprašanju, da boj za delavske pravice ne sme biti nekako zamejen z starostjo, spolom ali kakršnokoli drugo definicijo zamejevanja. Boj za delavske pravice je univerzalen in v to seveda tudi stopi definicija mladih. Še posebej ob teh delovnih pogojih, ki se zdaj nekako krokolupljajo na trgu dela in ki niso dobri. No, zdaj pa še omenjava te delovne pogoje, ki vse bolj postajajo standard, čeprav so del od standarda kakršnekoli socialne države. Ravno to, kar ste zdaj rekli, to je ta žalostna situacija, da podstandard postaja standard. To je tista situacija, v kateri so se zdaj znašli pač mladi, ker zdaj trenutno govorimo o mladih, ampak to je nekako splošno nazorec na trgu dela. Vsi govorijo o varni prožnosti, namen pa nekako noče zaobjeti tega koncepta vsej njegovi celoti. Delodajalci govorijo o tem, da mora biti trg dela prožen, država seveda potem na koncu, ko ugotovi, da to potem dodaja gospodarsko rast, nekako tiho prikimava, medtem ko pa žrtev takšne logike pa seveda delavec oziroma pač v tem primeru mlada oseba, ki se znala na trgu dela, ki dela na dan po 12-14 ur, ki recimo dela v slabih pogojih, ki recimo dela zelo intenzivno pod časovnimi pritiski in ki nima osnovnega recimo socialnega varstva zagarantiranego. Recimo samo pogledajmo te samostojne poklice, kakšni so, kakšno varstvo in potem to daje. Tako da tukaj je zelo velik problem. Če verjetno temu preštejemo še stanovanjsko problematiko, pa še kakšen takšen stvar? Seveda, ja, to je ravno ta stvar, da v bistvu mi, ko govorimo o varni prožnosti, moramo ta pojem zaobjeti, kot sem že prej rekel, v vsej njegovi celoti, ne samo tako imenovan trg dela. Jaz pravim tako imenovan zaradi tega, ker pač se počutimo, kot smo že nas naslovili to konferenco kot tržno blago po tem takem. Ampak je to celota, ki mora upoštevati stanovanjsko politiko, družinsko politiko, medgeneracijsko solidarnost za zadnje, pokojninsko politiko in na koncu koncev. In če pogledamo recimo stanovanjsko politiko, je situacija grozljiva. Recimo mladi dela za določen čas, izpade iz pogoja za pridobitev stanovanjskega kredita, pa tudi, če bi za nedoločen čas delal, bo spet posredno izpadel, kajti kaj mu koristi pogodba za nedoločen čas, če pa ima na drugi strani recimo stanovanje, ki ga hoče kupiti in je cena 200.000 evrov. To pomeni, da bo moral nadaljnjih, skoraj da bi rekel, zdaj na pamet, ampak kar velik let dobesedno stradati za tistih nekaj kvadratnih metrov. Tako da tukaj so veliki problemi. Pa glede na to, da smo v času vse večje individualističnosti, mislim, vsak je svoj individualist, kako lahko sindikat motivira mlade v skupen boj, da skup stopijo, no, to je v tem smislu, da sploh se zavzamejo za eno stvar skupno? Ja, sindikat tukaj pač lahko motivira na zelo, bi rekel, zdaj mogoče sem malo naivno, ampak sem to besedo uporabil na zelo enostaven način. Naš boj je vaš boj. In to je zelo enostavna stvar, če gledaš te perspektive. Situacija na trgu dela ne prizanese nikomur. In če recimo kot mlada oseba gledaš na to situacijo, kakor to se pa meni ne bo zgodilo, to se pa meni ne more zgoditi, recimo, če pogledamo samo eno številko, da dosti je takšnih, ki so dobili zaposlitev preko veznih poznanstev in potem na koncu tisto drugo polovico tako enih poražencev na trgu dela, ki pa te privilegije nimajo, potem res vrnemo nazaj k temu, da skupen boj za skupne pravice, ki so pa na koncu v smislu delavskih pravic univerzalne, in ne samo delavskih, človeških pravic. Poglejmo samo ustavo. Tam pač piše v členih, da je zagotovljena pravica do svobode dela, pravica do primernega stanovanja. Mislim, če so to samo črke na papirju, potem se res lahko vprašamo, kam gremo. Spravo, če realno situacijo pogledamo, država skoraj krši svoje osnovne predpise, to je ustavo. Ja, če realno pogledamo, država očitno zadnje čase bolj površno bere ustavo.